Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Znova zanimiva tema. To rečem vsak ponedeljek, je res? Danes se bomo pogovarjali o samozavesti in o tem, kje pravzaprav leži uspeh za nas, glede na naš rojstni datum. Namreč ravno v številu življenjske poti se skrivajo ti odgovori. Kar nekaj oddaj na to temo sem jaz že posnela, kar nekaj prispevkov brezplačnih delavnic na moji spletni strani na to temo tudi že je, ampak se mi zdi, to je ena taka tema, o kateri ni nikoli dovolj. In vsakeč, ko slišimo nekaj novega, torej bomo tudi danes naredili seveda pregled od 1 do 9, glede na vaše število življenjske poti. Če vam je to zanimivo, če je to nekaj, kar vas intrigira v tem trenutku, pa vas vabim, da pobrskate malo po zavihku Osebna rast in pa numerologija na mojem YouTube kanalu in pa tudi na moji spletni strani, ki pa ne boste verjeli, je res zdaj prenovljena. Torej, kaj pravzaprav je samozavest? Pravzaprav je to zavedanje sebe. Se pravi, ko rečemo, da je nekdo samozavesten, ali se pravzaprav zaveda sebe in sebe živi. Kaj je obratno od tega, da smo samozavestni? Tlačimo se v neke vloge, v neke situacije, v neke odnose, v neke službe, kjer pravzaprav svojega potenciala ne živimo, ne čutimo. Se pravi, ne živimo sebe. In če imate morda občutek, da niste samozavestni, morda gre samo za to, da je potrebno določene koncepte nekoliko prestrukturirati v naši glavi. Se pravi, kako se lahko sebe bolj zavedate in sebe bolj aktivno živite, je pravzaprav pravo vprašanje. In a veste, vsi mi, ko govorimo o tem, kar nam gre, se nam to ne zdi nič takega, ker nam to gre. In velikokrat pravzaprav tudi tu leži problem, kajti uspeh nas čaka tam, v čemer smo dobri. Večinoma pa sebe ocenjujemo glede na ocene, ki smo jih imeli v osnovni šoli, srednji šoli in tako naprej. Niso vsi dobri za matematiko, niso vsi dobri za tuje jezike, niso vsi dobri za telovadbo in tako naprej. Zakaj bi bile ocene v šoli v resnici merilo, kdo mi smo? Večina nas je bila tako vzgojenih. Ta ima same petke, ta je pameten, ta je pametna, ta bo še nekaj dosegel v življenju, tisti z dvojkami pa, Bog pomagi. Pa velikokrat, ko pogledamo kasneje v življenju, koliko ljudi, ki so imeli slabe ocene v šoli, so kasneje v življenju zacveteli in uspeli, kajti briljirali so v eni drugi šoli, v šoli življenja. Kolikokrat so tiste osebe, ki so bile v osnovni šoli, srednji šoli, odličnjaki, nekoliko popustile in počepnile, ko so se končno prvič v življenju srečale s cvekom. Jaz sem tipičen tak primer. Jaz prvič, ko sem dobila špon v srednji šoli, prvič in edinkrat, to je bilo grozno. Se pravi, kaj nam da več? Neko akademsko znanje, ki je absolutno potrebno, dragoceno, pomembno, ali šola življenja, ali pravzaprav nek balans. In življenje pravzaprav, dragi moji, je balans okolja in nas, izzivov, nagrad. Tega, da se učimo, da imamo neke teste, izpite in potem, da smo, maturirali, doktorirali in tako naprej. Se pravi, v šoli življenja ste absolutno najboljši učenec z najboljšimi ocenami, ker samo vi imate ta učni program pred seboj na tem svetu. Unikatni ste v tem. Mimogrede, naše lekcije nam razložijo, česa se učimo. Tudi o tem so že posnete oddaje in prispevki. Se pravi, tudi tu lahko pokukate in izračunate iz svojega imena in priimka kot ob rojstvu, katere lekcije se vam obetajo v tem življenju. Ko to skombiniramo z osebnimi števili, ki jih imamo, ki jih tudi izračunamo iz imena in priimka kot ob rojstvu, pa vidimo, katere lekcije se nekako predvideva, da bomo v totalnosti dobro v tem življenju opravili, nekatere druge pa se bodo mogoče nam pridružile še kasneje. Bistvo pa je, ne znamo vsega in ne moremo biti v vsem dobri, kaj šele najboljši. In dajmo sebi to pravico. In ker se velikokrat zgodi to, da gremo potem v drugo skrajnost in rečemo, jaz tega ne znam, jaz v tem nisem dober, meni to ne gre. Sem probal enkrat, ko sem bil 5 let star, pa ni šlo.
Kolikokrat poskusimo enkrat in obupamo in kar presodimo, da to pa ni prava pot. Kolikokrat se nam to zgodi. Poskusimo enkrat, poskusimo dvakrat in se odločimo, da to je to. Glejte uhane, ki jih imam jaz na sebi. Takih uhanov si jaz želim vsaj 20 let. Pa sem jih dobila šele pred kratkim, pa sem jih popolni. Ampak če bi obupala nekje v življenju, tam vmes, ko nisem našla nekoga, ki bi mi jih naredil, saj so vendarle zelo indijanski, kot vidite, in jih ne more imeti kar vsak. In jih ne prodajajo v trgovini in jih ne moreš kupiti kar tam nekje na Temuju, pa ne vem, AliExpressu, če hočeš točno te školjkice, iz katerih so narejeni. Če bi jaz obupala 10-15 let nazaj, jih danes ne bi imela. Pa mogoče se komu zdijo čudni, pa ko jih imam na sebi, ponovadi, ja, me malo nenavadno gledajo. Ampak je to pomembno, kako me drugi gledajo, ali je pomembno to, da sem jaz sebi uresničila dolgoletno željo in se jaz v teh uhanih dobro počutim in mogoče imam zato tudi včasih občutek, da sem močnejša, da določene stvari lažje naredim, da mi dajo moč, če nič drugega mi dajo potrditev, da sem naredila nekaj zase, za moje srce, za mojo dušo. In vsi mi imamo nekaj takega, tudi vi. Kaj pa so vaši taki uhani? Kaj je tisto, kar ste vi naredili za sebe, ne glede na to, kaj je okolica rekla, ne glede na to, so mislili, da ste čudni, ne glede na to, ali bi se mogoče malo nenavadno sem ter tja pogledajo. Tam leži unikatnost nas, vas, vseh. Kaj ne bi bilo dolgčas, če bi imeli vsi popolnoma enake uhane? Zato pa je vendarle biznis bižuterije, artesanije, delanja nakita in tako naprej tako zelo uspešen. Kajti vsak izmed nas ima svoj okus, vsak izmed nas uživa v drugačnih stvareh in vsak izmed nas je dober v nečem drugem. Se pravi, samozavest ne boste dobili tako, da se boste primerjali z drugimi. Samozavest leži tu notri, v našem pleksusu, v našem timusu, pravzaprav v nas. Se pravi, dragi moji, če vas zdaj vprašam in če vas zdaj prosim, da naštejete 3 stvari, v katerih uživate, kaj bi to bilo? Tudi če je to plesanje, tudi če je to poslušanje glasbe, tudi če je to spanje, tudi če je to lenarjenje. 3 stvari, v katerih uživate. Jih imate? Krasno. Ali ste v teh 3 stvareh dobri? In ali pravzaprav zato, da v nečem uživamo, je potrebno biti dober? Jaz ful rada plešem. Ne vem, če je pomembno, ali dobro plešem ali ne. Plešem kar v redu, pojem katastrofalno. Pojem tako, da sem samo za na koncertu od Metalike, kjer se me ne sliši. Kar absolutno me ne omejuje pri temu, da ne bi uživala točno v temu. Je že res, da sem uvidevna do okolice in da ne prepevam na ves glas, ko je kdo zraven, ampak recimo, če bi vi mene videli v Ekvadorju, briga me, a znam točno prav zapeti ali ne, a imam posluh ali ne. In tam na tistih koncertih, tisti, ki me spremljate tudi na privat profilu, ko vidite, ko grem dol, ko je Pavka Rajmi, ki je tak zelo poseben obred oziroma ritual oziroma čas pozdrave novega leta, nove pomladi, novega začetka, takrat so skozi prireditve in potem tukaj skozi poslušam, da hodim dol sam žurat. Ampak zame je to hrana za mojo dušo, dobesedno hrana za mojo dušo, noben žur ti tega ne da na tak način. Ampak če bi jaz tam stala in bi se zdaj sekirala za vseh mojih skoraj da 50 let življenja, ali bom pravilno vsako noto zapela, sigurno ne bi uživala v temu tako, kot uživam, ko sem tam. Ko sem pač razglašena in upam, da se me ne sliši. In pridem nazaj mnogo bolj napolnjena, kot če bi zdaj secirala, a sem prav zapela, a nisem prav zapela, kdo me je slišal, kaj si je kdo mislil. Je že prav, da se obnašamo, bom rekla, korektno, pa da olikano, a ne? Jaz ne grem dol, pa ne bojam ljudem na ušesa. Ampak hočem povedati, naj ta zahtevnost do upoštevanja drugih in tega, kaj bodo drugi rekli, ne preraste vas in vašega občutka za to, v čemu uživate. Vašega občutka za to, kaj je tisto, kar vas nahrani. In jaz vem, da se zadnje čase ponavljam, ampak se mi zdi res ključnega pomena. Če bi jaz poslušala vse tiste ljudi, ki sem res majhna, ko sem jaz bila 3 leta stara, pa sem govorila o sedečem biku, ko sem rekla, kva je s tabo narobe ta-mala. Kva se je tebi zmešala, kva tebi dogaja. Ne bi živela sebe. Ne bi prišla do tam, kjer sem, ne bi bila vsako leto v Združenih narodih,
z organizacijami indijanske krvi in se ne bi borile za tisto, v kar jaz verjamem, da je prav, da se postavimo pokonci. In vsak izmed nas ima nekaj, za kar verjame, da je prav, da se postavi pokonci. In jaz iskreno upam, da na tem spisku ste tudi vi, kajti ponavadi razmišljamo o lačnih v Afriki, o bolanih, o prikrajšanih in tako naprej. In ko sebe primerjamo z vsemi tistimi, vse ko sem bila smehla, je bilo to zelo moderno. Zelo moderno je bilo reči, ti ne ješ, pomisli na lačne otroke v Afriki. Kaj bi lačni otroci v Afriki dali, da bi zdaj imeli to večerjo pred sabo? Kar je sicer res. Ampak ne more biti nek drug koncept merilo vas. Prav je, da se zavedamo pomanjkanja na svetu. Prav je, da smo hvaležni, da živimo v tej prečudoviti deželici, ki je prelepa, v kateri imamo še vedno pitno vodo, v kateri ne divja vojna in tako naprej. Prav je, da izhajamo iz hvaležnosti, prav je, da se zavedamo, kako zelo smo vseeno bogati. Ampak ni pa prav, da sebe potiskamo potem v nek občutek pomanjkanja in še slabše krivde, zato ker nekje nekdo drug nima. Veste, kaj pravijo Indijanci? Tisti, ki ima največ, lahko zgradi najdaljšo mizo. In tisti, ki ima največ konjev, pomeni, da lahko veliko konjev da drugim. Se pravi, če v tem trenutku mi nekaj imamo, naš sočlovek pa ne, ker je pač situacija v tem trenutku taka, je prav, da delamo maksimalno, kar lahko, zato da tudi drugim, ki morda niso v tem trenutku, v tej vlogi, v položaju, da bi imeli veliko, pomagamo. Se pravi, dajmo odložiti občutke krivde in si dajmo nehati govoriti, da drugi imajo še manj, dajmo si nehati govoriti, da vse je v redu. Daleč najbolj nevaren stavek, ki si ga v življenju lahko rečemo, je, pa saj je okej. Saj mi ni nič tako hudega, saj se da, saj zame je v redu. Ker ta zame je v redu, meni v življenju ne bi pripeljal do Indijancev. Ta zame je v redu, pa saj se da, me v življenju ne bi pripeljal v Ekvador. In ta si zame je v redu, bi me pripeljal do nekih uhanov, ki tudi oddaleč niso podobni v resnici tem, ki jih imam zdaj. Torej, dragi moji, kaj je tisto, kar v vas noter prebuja strast, prebuja ogenj? Če gledate mojo oddajo, ker sem recimo opazila v naših pojavljanjih na Klepet ob kavi, kaj nas je malo več, pa en drugemu dajemo prostor in tako naprej. Kako se meni glas, obraz, totalen moj stav spremeni, ko pridemo do pogovora o podnebju, ko pridemo do pogovora do mame zemlje, ko pridemo do pogovora o človekovih pravicah. To je nekaj, kar je meni izjemno pomembno in brezpogojno pomembno. Kamorkoli me boste dali, tudi če me pribijete na križ, jaz bom še vedno govorila isto. Kaj je tisto v vašem življenju, kar boste vi govorili isto, če tudi vas pribijajo na križ, če tudi bodo posledice morda drugačne, kot bi si želeli? To pa je tisto, kar vas v resnici gradi. Se pravi, da ne bomo čisto predolgi. Kaj je tisto, v čemer uživate? Kaj je tisto, v čemer ste resnično dobri? In kaj je tisto, kar vi dojemate kot svoje poslanstvo? In če ste trenutno na točki, ko ne veste, ko je večino odgovorov, saj ne vem, tudi to je dobrodošlo, kajti takrat, ko razpademo na drobne koščke, kot so teli kristalčki na tem kavču, takrat, enkrat, ko se začnemo pobirati, sami izbiramo, katere kristalčke bomo vzeli in zgradili nov mozaik sebe. Se pravi, če so vaši odgovori, ne vem, nisem sigurna, mogoče obstajajo načini, kako se vam lahko pomaga. Numerologija je definitivno eden izmed takih načinov, ki vam lahko pomaga znova priti v stik s seboj, s tem, kar je vaše poslanstvo, s tem, kar vaša duša potrebuje, z vami samimi. Se pravi, če imate občutek, da rabite malo pomoči, jaz sem vedno tukaj za vas, vabljeni. Mi pa bomo zdaj naredili pregled od 1 do 9, tako kot v večini naših oddaj, se bomo osredotočili na število življenjske poti, se pravi, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da dobite samo enega. Povedali bomo nekaj kratkih napotkov, kako si pomagati, kadar imamo občutek, da je naša samozavest na psu, ki je zdirkal in nekje laufa po Afriki in se igra z lačnimi otroci in je pozabil na nas. To razumem, da smo zdaj že sešteli, če dajo spremljati na YouTube, jo kar ustavite, zračunajte zase in za vse tiste, ki vas zanima. Drage moje enkice,
Ste samostojni, ste hitri, ste včasih impulzivni. Kadarkoli imate morda občutek, da je vaša slabo zavest, evo, nova skovanka, slabo zavest, več ni samozavest, se spomnite na vse, kar ste že dosegli. Kadarkoli ste v precepu, drage moje enke, izbirajte tiste poti, ki v vas znotraj prebujajo občutek samostojnosti. Tudi če je to redna služba s 17 sodelavci, če imate vi občutek svoje avtonomnosti, potem je to prava pot. Torej, izbirajte tisto, kar vi v sebi čutite, da ste vi. Sploh vi ste se rodili za napredek, za to, da ste aktivni, za to, da ste proaktivni. Se pravi, ne slediti smernicam, ki so jih zapisali drugi. Vi in 8, ki ste se rodili za to, da rišete nove smernice. Se pravi, tudi če ste morda v obdobju, ko ste utrujeni, tudi če ste morda v obdobju, ko niste v najboljši koži, nič hudega, morda se pa enostavno, drage moje enke, rabite sem ter tja, ne boste verjeli, vsejte se, ko boste zdaj šokirane, spočit. Dvojkice. Kadarkoli imate občutek, da vaša samozavest peša, se ozrite okoli sebe. Kaj vam sporoča okolica? S kom se družite? Kaj se pogovarjate? Kakšne ljudi imate okoli sebe in v kolikšni meri jim dovoljujete, da rišejo, pišejo, čečkajo na platno vašega življenja? Se pravi, slabo zavest se lahko oblikuje, kadar pozabite sebe redno spraševati čim večkrat, kaj pa je tisto, kar jaz mislim, kaj je tisto, kar mene osrečuje, kaj je tisto, kar jaz menim, da je prav, kaj je tisto, kar pravzaprav jaz sem. Drage dvojkice, tako zelo razumete drugo plat zgodbe, tako zelo ste nežne, tako zelo ste uvidevne do drugih ljudi, da včasih pozabite biti to do sebe. Se pravi, ne vedeti samo, kaj drugi želijo, kaj za druge prav, kaj druge gradi, aktivno raziskovati, kaj je tisto, kar vas gradi, kar vas osrečuje, v čemer vi uživate in v čemer ste vi dobri. Tam leži vaša samozavest. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, ustvarjalne ste, zato gre vaša domišljija lahko v plus ali v minus. Se pravi, drage moje trojke, bodite pozitivno naravnane vedno. In to ne gre vedno skozi, res je, vsi imamo žute minute, vsi imamo kdaj slabe dneve, vsi kdaj nismo v svoji najboljši koži. Pa kaj, še vsak dež je minil. Še vsak dež je minil. Se pravi, tudi če v tem trenutku dežuje in je vaša samozavest malo razmočena, nič hudega. Najdite tisto, kar vam pomaga celiti rane in ukvarjate se s tistim, kar vas osrečuje, v čemer vi uživate, v čemer ste dobri. Če tudi se v tem trenutku morda ne počutite ravno najbolj razigrani, ravno najbolj ustvarjalni, ravno najbolj na vrhu sveta. Se pravi, vaša samozavest leži tam, kjer leži vaša radost, vaša ustvarjalnost, tam, kjer lahko vi uživate v temu, da ste vi. Število življenjske poti 4. Drage štirke, vi pa najdete, saj veste, varnost v rutini. Se pravi, kaj je tisto, kar v vas zbuja občutek ne le radosti, pa tega, da vi nekaj v nečem uživate, ampak občutek varnosti. In vi in 7, ki ste edine, katere je potrebno opozoriti samo zato, ker ste v nečemu dobri, ne pomeni, da v paleti drugih stvari niste dobri. Se pravi, ne biti preveč osredotočeni na eno stvar, na eno pot, na en cilj, na en pristop. Razgibajte svoje življenje, prešejkajte sebe, probajte kaj drugače, tvegajte. Včasih mogoče pa res ni prava izbira tista, po kateri stopate že vrsto let. Včasih je prav, da pokukamo skozi okno in poskusimo še kaj drugega. Jaz se še spomnim časov, ko v Sloveniji ni bilo kitajskih restavracij, kako zelo nenavadno se je to zdelo, pa neke mravlje plezajo na drevo, pa race, pa to je bilo nepojmljivo. Moj oče, mislim, da do smrti ni na to. Torej, kaj v življenju je takega novega, kar sicer ni nič več takega, ampak mogoče je za vas še vedno Dajte tiste poskusiti, mogoče pa ni tako za nič. No, obratno velja za petke. Vi, drage petke, vi poskusite vse. In to je vaše poslanstvo in to je vaše sporočilo ostalemu svetu. Moje sporočilo vam pa je, ne prehitro odnehati.
Mogoče pa ni bistvo, da probamo vse, mogoče pa ni bistvo, da moramo vsakič biti nekako zelo dinamični in zelo drugačni in da moramo biti zelo strastni. Ne boste umrli, če padete malo v rutino, ne boste umrli, če sem ter tja vztrajate. Absolutno je pomembno ne vztrajati tam, kjer pot več ne pelje nekam, kar je za nas dobro, ampak po drugi strani včasih pa je prav, da si neke temelje, neke gradnike v življenju postavimo zelo, zelo močne in potem na njih gradimo. Se pravi, drage moje petke, vaša slabo zavest se začne krepiti takrat, ko imate občutek ujetosti. Morda to, da nekje vztrajate, morda to, da vam nekaj ne gre takole in iz prve, pravzaprav ni odraz vas, ampak odraz samega stanja. Jaz pravim, zakon privlačnosti fino fajn, ampak še vsak dojenček rabi kar nekaj mesecev, da pride na svet, da je tako, kot je vse treba. Torej, kaj je tisto, kar mogoče samo potrebuje malo več časa, vi pa menite, da zato, ker ni šlo na hitro, ni za vas. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, tako zelo ste skrbne, ljubeče, materinske in zaščitniške do drugih, da me zanima, ali znate biti to tudi do sebe. Se pravi, vaša slabo zavest se prične oblikovati takrat, ko dajete preveč pomena ljudem, ki jih imate vi radi. Seveda jih želite osrečiti, ampak naj to ne bo za voljo vas. Naj cena tuje sreče ne boste vi. Se pravi, medtem ko zalivate rožice, se pravi potencial drugih ljudi, odnos z drugimi ljudmi, srečo in zadovoljstvo drugih ljudi, bodite zelo, zelo pazljivi, da na tej strani ne oblikujete puščave. Da ne postajate vi puščava, ki si samo želi teh stvari, ampak za njo njega tega vedno ni. Se pravi, dragi moji, ni bistvo, da sebe postavite na prvo mesto in rečete, zdaj me pa boli, saj veste kaj, za vse ostalo. Ne, postavite sebe na enakovredno mesto. Na enakovrednem mestu bi bile enake cvetlice tu kot tam. Poglejte vse kitajske vhode. Na obeh straneh je lev. Na obeh straneh je enako. Se pravi, v življenju naj bo na obeh straneh tudi za vas enako, pa bo vaša samozavest. Število življenjske poti 7, vas sem že omenjala pri 4, če niste poslušali, prisluhnite. Se pravi, ste bitja perfekcionizma, ste bitja izpopolnjevanja, ko mora biti vse na svojem mestu in mora biti vse prav in znati biti sami do sebe zelo zahtevni. Se pravi, tukaj jaz mislim, da sploh ne gre tako zelo za kriterije drugih ljudi, ampak za kriterije vas samih, ker veste, česa ste sposobni, ker veste, kaj vse je možno, potem sebe včasih ocenjujete na podlagi tega, da niste hitri, niste prvi, niste najboljši. Morda ni bistvo, da vse naredite s 5 in z 10 in z odliko. Morda je bistvo, da določene stvari doživimo. In tudi, ko gremo v kino, kako zelo se od srca nasmejimo bloopersom, pa zato si ne menimo, da je režiser butas, da so igralci nesposobni, ampak se zavedamo, da to je life. Sem ter tja, ga tudi pobiksamo, tudi drage moje sedmice, vaša samozavest leži v temu, da si dovolite ga pobiksati in vaša slabo zavest leži v temu, da ste prezahtevni do sebe. Število življenjske poti 8, tudi vas sem že omenjala, pa pri enkah, se pravi vi in enke ste tista bitja, ki nekako vlečete svet naprej, ste vizionarji, vodite zgledom, ste energični, nič ni hudega, če vam v vsakem dnevu ne uspe vse, kar ste si zadali. Zelo pomembno za osmice je, da ne ocenjujejo sebe preko svojih dosežkov, kajti ker se potem zgodi to, da sem ter tja nismo uspešni, kar je normalno. Kar je zelo normalno in je sestavni del življenja, ne bo nam vedno vse uspelo. Ne tega dojemati kot svoj življenjski poraz in polom. Vaša slabo zavest se prične pri tem, ko menite, da morate v vsem uspeti, ko menite, da morate biti sposobni, ko zelo težko morda celo zaprosite za pomoč. Torej, drage osmice, če imate finančne težave, če imate občutek, da vaša samozavest slaba, gre samo za to, da ste pozabili sebe imeti radi v tistih oblikah, s katerimi niste zadovoljni. Se to nam vsem ne gre, čistko potihem povedano. Število življenjske poti 9, drage devetke, ste bitje sočutja, ste bitje globalnega sveta, ste bitje, ki včasih prehitro posplošuje, se pravi, vaša slabo zavest se sproži, kadar morda sebe ocenjujete, glede en majhen delček in potem spregledate celoto vas, ki ste. Se pravi, samo zato, ker vam nekoč nekaj ni uspelo ali ni uspelo na način, kot ste si vi želeli, ali morda niste bili pohvaljeni tako, kot ste pričakovali, to ne pomeni, da bo vedno vse slabo. Torej, poskušati znova in po drugi strani ne sprejeti vsega kot vašo usodo. Število 9 se uči
selektivnega zajemanja. Velikokrat se zgodi, da tudi tujo stisko nekako zajamete in želite vi procesirati in odvzeti, pa ne gre. Se pravi, tudi tuj uspeh ne more biti merilo vaše samozavesti, vaše sposobnosti. Ste unikat. Se pravi, po vsej verjetnosti ne boste svetovni prvak v, ne vem, kolesarstvu, čemarkoli, ste pa svetovni prvak v tem, da ste točno vi. Torej, drage moje devetke, ne ocenjujte sebe na podlagi drugih in na podlagi nečesa, kar je pravzaprav, ljube moje devetke, že minilo. Torej, to je tak lušten pregled od 1 do 9. Upam, da vam je prinesel kakšno koristno informacijo. Imamo novo skovanko, slabo zavest. Torej, kako to slabo zavest obrniti v samozavest, obrniti v to, da pravzaprav verjamemo v sebe. Predvsem tako, da sebe sprejmemo. Ste svetovni prvak tega, kdor ste vi. Nihče drug vam ne more biti kos in nihče drug ne more živeti teh odtenkov, ki ste vi. Zato naj jih nikakor, nikoli, nikdar ne pišejo drugi, ampak zgolj in samo vi.